hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Not if my love can't bind your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away. Light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away. I won't beg you to stay with me through tears. Oh, A world of country music. This is Country Music Radio. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone.
tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Lep pozdrav vsem, dober dan želim. Živijo. Živjo, kako ste danes? Se slišimo, ne? Ja, sliši, ja. O, super. Zumiramo. Krasno, krasno, krasno. Vse vas lepo pozdravljam in danes je res en tak kar poseben dan, ne? Spet sobota v živo preko Zooma in tudi tukaj vse lepo pozdravljam, ki ste prišli danes v te naše prostore društvene, kjer se družimo. Dober večer vsem. Evo, ne slišijo niti. Dober večer vsem, ki ste prišli. Dober večer. Ja, evo, tako da je odziv. Ja. Sobota, 7. september 2024, par sekund še manjka do 19. Ampak v tem času bom še enkrat ponovil ta rek, ki se je vrtel in je meni zelo pri srcu. Namreč, čebelice ne izgubljajo dragocenega časa in ne razlagajo muham, zakaj je med boljši od dreka. Spomnite se tega, ko vam bo naslednjič nekdo prodajal svoje specialne sanje. Zamislite se sami nad seboj, koliko ste vredni in zakaj bi drugim delali sanje, če jih lahko sami sebi. No, to je nekako misel, ki nas še vedno spremlja. Ta teden se je veliko dogajalo. Ne samo tukaj, ampak tudi med našimi člani in bomo danes slišali kar nekaj zgodb. Seveda bi pa jaz, preden sploh začnemo, naredil vprašanje glede zapisnika in potem predstavil program. Po programu bi pa potem naš program nadaljevali, tako kot je začrtano za današnji dan, če se strinjate. V redu? Ok. Dobro.
Potem gremo pa danes na, bom rekel, na naš program nazaj, takole, in 174. srečanje, to je pa zdaj že kar številka nastala, redno srečanje članov Društva za srečno življenje Belis, in vas vse prav prisrčno pozdravljam, tudi tiste, ki nas v živo spremljate preko družbenih omrežij. Na Odisi imamo v živo, ta hip podajamo, prav tako preko Mete oziroma starega imena Facebook, a ne? In pa vsi, ki ste se priključili danes na Zoom preko Zooma in pa tukaj še v živo. Tako da nas spremlja kar precej ljudi in vse vas prav prisrčno pozdravljam na ta sobotni prekrasen večer. No, če kdo ne razume programa, če kakšen tujec, ki je si lahko naš program, ki je poslan po elektronski pošti in do njega lahko dostopate tudi preko QR kode, ki se je na začetku vrtela, si ga lahko prevede. In vam, glede na to, kako se časi bližajo, predlagam, da tukaj, kjer piše Društvo Belis oziroma uradni list, da si ta uradni list preberete, da boste vedeli, kaj v društvu imamo. To je zelo v redu stvar in jo morate poznati kot člani. Tisti, ki bi pa prebrali, pa še niste člani, pa bi se radi vpisali zaradi teh, bom rekel, protekcionističnih stvari, ki jih imamo v društvu kot organizacija v drugi samoupravi, kjer si člani sami naredimo v skladu s statutom, ki je v skladu tudi z ustavo, se ognemo vsem, kar je v nasprotju s človekovimi pravicami. Vsi dobro vemo, da je v ustavi 3.a člen, kjer so mednarodne pogodbe seveda dovoljene, vendar samo do tiste mere, dokler ne kršijo človekovih pravic. V tistem trenutku, ko so človekove pravice kršene, mednarodna pogodba ne pride več v poštev in v tem trenutku smo mi takoj šli v drugo samoupravo in si naredili v okviru državne uprave svoje dokumente. In dajte si malo prebrati, boste videli, kako je fajn. Naše 174. srečanje članov Društva Belis za srečno življenje, takoj na začetku, danes sobota, 7. september 2024, pregled zapisnika iz prejšnjega 173. srečanja Društva za srečno življenje Belis z dne 31. avgusta 2024. Tukaj je tale naš zapisnik in vas vprašam, ali ima kdo pripombo na zapisnik iz 173. srečanja. Tukaj nihče, preko Zooma nihče, v redu. Ugotavljam, da je zapisnik 173. srečanja iz 31. avgusta 2024 brez pripomb sprejet. Danes imamo med nami tudi našo zapisnikarico Teja, srčna hvala za tvoj trud, za tvoje delo in tudi ta zapisnik bo šel v spomin in v arhiv. Z bogato vsebino, ki bo ostala v spominu na prejšnjo soboto, kaj smo imeli in kaj se je dogajalo. Zdaj pa program srečanja. Pri programu srečanja bomo pogledali, se pravi, v prvem delu zlom iluzij. O tem bo nekaj povedal Mihael Belis, popolnoma osebno razmišljanje, osebna spoznanja, nobenega učenja, ampak to, kar Mihael vidi, kar čuti, malo bo po svoje povedal in upam, da mu boste prisluhnili. Par zanimivih stvari, ni nujno, da se strinjate z menoj in z mojimi mislimi, ampak to je moj osebni pogled, tako kot je vaš ali pa tvoj osebni pogled in imamo vsi pravico do mnenja. Jaz bom povedal danes zares moje mnenje. Naredil sem si kratek zapisnik za pomoč, takole malo bomo to spremljali. Evo, tle sem si napisal, takole, da vam malo pokažem, a ne. Je fajn, da beseda teče, ko človek govori. V drugem delu bomo danes imeli eno zanimivo stvar, ki se je prejšnji teden zgodila našemu članu, predsedniku nadzornega sveta, gospodu Borisu. Ko sosed in elektrika prideta v konflikt, v Sloveniji vsi vemo, da je preko 320 000 črnih gradenj.
Če tega ne veste, je bilo to izrečeno v Državnem zboru, kjer je uradna oseba, pa ne samo uradna oseba, ampak funkcionar, poslanec, dal ta podatek in jaz sem zastrigel z ušesi. Moram reči, da me je to kar prizadelo, zaradi tega, ker, bom rekel, majhne stvari z majhnimi prekrški recimo se ukvarjajo in črne gradnje v Sloveniji, pa veste, kdo jih ima največ? Črne gradnje so nedotakljive, ker jih imajo največ državni uslužbenci v Republiki Sloveniji. Potem to legalizirajo, nekako si prisvojijo pri zasebnikih, ki smo navadni državljani, ki nismo v državni upravi, ki nimamo zvez, ki nimamo moči, ki nimamo toliko znanja prava, ki se ukvarjamo z delom, ustvarjanjem, z drugimi stvarmi in plačujemo te ljudi, da bi nam služili, dejansko pa služijo sebi. In tukaj se vidi. In Boris bo povedal par stvari, ko sosed in elektrika prideta v konflikt in kako nezakonita črna gradnja uspeva hitreje kot legalna hiša z urejenim lastništvom in s posestvom vred, ki brez lastnikovega vedenja nenadoma izgine iz zapisanih uradnih evidenc v slovenskih uradih ter ogroža celotno premoženje. Boris je rekel, samo povedal vam bom, da boste vedeli, kaj je doživel in več o tem bo povedal seveda on. V tretjem delu bo predsednica društva Ivilijana Belis povedala nekaj o najdragocenejšem zakladu, kje se skriva, kaj je ta zaklad in kako se do njega pride. Tako da vsi z navdušenjem pričakujemo, kaj nam bo lepega povedala. In ko pride čas, upam, da bomo še skupaj, da ji bomo prisluhnili. Naprej, v četrtem delu, danes celovečerni film, pravzaprav, kaj pa sem jaz tle, saj je v redu, ja, celovečeren film, ki zaključi zgodbo z geoinženiringom. Jaz sem bil presenečen, ko sem film gledal, čakajte, to je leta 1998, a ne? Jim Carrey je igral ta film Trumanov in takrat je bilo malo čuden, ko sem to stvar gledal. Danes, ljudje božji, ko danes gledam ta film, to se pravi, to je zdaj koliko? 25, 26 let od tega, 25, a ne? Ja. So pa stvari tako kristalno pokazane v filmu, čisto na začetku boste videli, ko reflektor pade iz neba, ker je to pač 15-minutno mesto, kjer živi ta Truman, reflektor pade na cesto in on se čudi, odkot je to padlo dol in iz reflektorja kamera, boste videli na začetku filma, pokaže mestno svetilko. To ni naključje. In potem jaz sem v poročilu dal še 20 drugih stvari, ki so nakazane v filmu, ki jih človek, če ne ve, spregleda in jih pač vzame kot film, kot režijo. Dejansko je pa notri vsaka podoba, vsak insert, vsak kader preštudiran in če ga danes ne razumete, potem ne vem, kdaj ga boste. Tako da priporočam, a ne, po našem večernem programu potem, da si to skupaj ogledamo. Prosim, to je zdaj naš program današnji, ampak v mailu sem vam jaz skozi društvo posredoval aktualne novice, ki bi želel, da se z njimi seznanite. In sicer imamo 3 stvari. Vikend preživetja v naravi, potem pa zelo pomembno sporočilo, ki je prišlo na dan, odkrili so dokument, kjer je uradno označeno, da je bil COVID-19 biološko orožje, obstaja dokument, kjer piše, da je omogočen COVID z nanotehnologijo. In gledajte, to je bila nacionalna nanotehnološka pobuda COVID-19 2023, je šel dokument in dokument smo tudi citirali in navedli link v našem poročilu. In pa na koncu še obvezno branje. Zeitung.net je najprej objavil naše poročilo predsednice, ki je povedala, kako je treba ustavo spoštovati. Nas so poklicali in so z dovoljenjem potem to objavili, na kar so rekli, to je pa zadeva, kjer bi bilo dobro še mogoče odgovorne v Sloveniji malo nekako na en način obvestiti in jih povprašati, kaj mislijo o tem prispevku. In urednik Zeitunga je izzval, bom rekel, župane in jim poslal osebno
to pismo predsednice društva in tudi drugim uradnim osebam in odgovornim v Republiki Sloveniji in nekaj ljudi se je oglasilo, veste. Oglasil se je tudi župan in bomo malo kasneje videli, kako in kaj je zadeva potekala. Ampak najprej gremo vikend v naravi. Vikend preživetja v naravi je pripravil naš član in iskrena hvala, Miha. Glejte, Black Raven Solutions, ne, to je darilo za 15 let delovanja in težko pravi se boš oprl. In dragi člani Društva za srečno življenje Belis, ali si pripravljen prebuditi svojo divjo stran in izkusiti naravo, kot je še nisi? Torej, naš član Miha Berčič, ustanovitelj Black Raven Solution, Wilderness Academy. Veste, to ni kar neko preživetje v naravi. Človek ima 15 let izkušenj. On vam v 3 dneh ali pa v 2 dneh toliko stvari pove, kot jih vi mogoče v 10 letih v šoli ne bi se naučil, ker človek ima res izjemno znanje. In je to program, ki je popolnoma prilagojen individualno v naravi, prilagojeno zate, ki si želiš, če si želiš in če se prijaviš na to 15. obletnico s posebnim popustom več od življenja. Se pravi, zraven si prinesete pač čisto osnovne stvari, ki jih vam bo povedal, ko se boste prijavili, vam bo dal individualna navodila in dogajalo se bo, glejte, je pa tečaj na voljo po res posebni jubilejni ceni za 60 evrov, sicer njegov tečaj stane par 100 evrov. Toliko za informacijo, to je za člane društva pripravo. In poleg tega lansko leto smo imeli, pa je odpadlo iz določenih razlogov in so eni ljudje se prijavili in tisti, ki ste se lansko leto prijavili, nekaj takšnih članov je, imate pa letos seveda zastonj in to dajte izkoristiti. Ne odlašajte, če imate priložnost, recimo ne samo za nepozabno izkušnjo, ampak tudi za podporo, veste, društvu. Miha se je domislil in je predlagal sledeče. Takole je rekel, za vsakega prijavljenega člana, ki se prijavi na ta vikend preživetja preko društva, Miha od teh 60 evrov velikodušno odstopi 10 evrov za delovanje in podporo društvu Belis. Torej, Miha, srčna hvala za to gesto in podpiramo to. Mislim, Miha bo s trudom res poskrbel za vsakega, ki se bo prijavil, za vse udeležence. Tisti, ki se boste pa prijavili, seveda boste pač prispevali ne sam zase, ampak tudi za Mihata in tudi za društvo. Dobrodošli v Društvo za srečno življenje in en gozdni pozdrav. To je, kar se tiče vikend preživetja v naravi in seveda naše sporočilo vam. Zdaj, če gremo naprej pri aktualnih novicah, smo rekli, biološko orožje COVID je omogočeno z nanotehnologijo in gre za nacionalno nanotehnološko pobudo. Poglejte, tukaj je dokument. Kot smo rekli, milijoni ljudi, glejte, so bili zavedeni v prizadevanjih, da bi preusmerili pozornost od raziskovanja nanotehnologije. Vsi vemo, kako so blokirali časopise, zdravnike, kako so jih zapirali, onemogočali raziskovalce. Če pogledamo samo zadnje dogodke, ko je letalo padlo s tolikimi zdravniki dol, skratka, narkomafija, pa ne samo narkomafija, ampak medicinska mafija bo naredila vse, pa državni uradniki, da se ne zve, kar želijo z nami narediti. Žal je pa tako, da morajo seveda te dokumente pošiljati po internetu, obveščati druge, ker gre za distančno življenje in pač nekdo odkrije, poveže stvari, najde dokument in ga objavijo. Kot državni zdravniki, glejte, ki so pa razglašali, da v cepivih ni pa nič drugega kot sol, pa sladkor, pa holesterol, pa same lepe luštne stvari, veste. Zadnja analiza hidrogelnih strdkov pa je bila zanemarjena in nihče o tem ni hotel govoriti, ampak doktor Mike Adams pa je dokazal, kar smo ves čas mi trdili že od samega začetka. In če se spomnite, ena španska skupina, Quinta, kako se že reče, Columna Quinta, ne? La Quinta Columna, hvala, ja, hvala. La Quinta Columna so o tem govorili in raziskovali že, jaz sem bral cele študije, tako da gledajte, ne morajo skriti, ko jih odkrijemo, začnejo pa pač zelo grobo. Danes je bil pri meni pred kratkim Matej Rotovnik,
in je povedal, kako so ga obravnavali policisti na eni na uradu za socialnem delu. Niso vedeli, kaj odgovoriti, gospa se je počutila ogrožena, ker je zmanjkalo argumentov in sem rekel, glej, veš kako, zapomni si, vsak starš, kdaj klofutne otroka, kdaj ga udar, ko mu zmanjka pred otrokom argumentov. Torej, ko staršu zmanjka argumenta, takrat otroka klofne ali pa kakšna druga stvar. Pa naj si bo to v prepiru z otrokom ali z ženo ali z, ne vem, komarkoli pride do fizičnega obračuna, ko zmanjka človeku pameti, besed in znanja. Zato dajmo se izobraževati. Preberite si ta članek, ker je močan in imate tukaj celo državni dokument, ki dokazuje to, kar smo ves čas trdili. To se pravi tako, naslednja aktualna novica je pa zanimivo, kar sem prej povedal. Namreč oglasilo se je nekaj županov iz slovenskih mest in predsednica je tudi odgovorila na njihove odgovore, ki so pa zelo zanimivi. Spomnimo nekoliko za nazaj. Lejte, tukaj je javno pismo Društva Belis, predsednice Slovenije, ki smo ga seveda 24. avgusta v soboto objavili na Facebook strani in kjer nas je opazil cajtnk.net. No in to je potem šlo seveda v javno objavo z našim dovoljenjem in s dovoljenjem predsednice društva. In potem seveda nadaljevalni članek, kjer je urednik prosil, da bi zaposlene, veste, na naključnih mestih v družbi obvestili o tem javnem pismu predsednice, kjer opozarja na možnost nove pandemije in poziva k spoštovanju človekovih pravic, ki, kot vemo, so bile močno kršene v času covida. Ker zadeva je taka, ko pridejo odloki, ko pridejo navodila in če so navodila vsak teden, kot so bila, mislim, da je bilo preko 1400 odlokov ali celo več v času pandemije, je to šlo tako intenzivno in toliko težav, da ljudje niso imeli časa ustave brati, pa razmišljati o svojih pravicah, kar so mogli delati, v službo jeti, k zdravniku jeti, maske so bile, distanca je bila, otroke so zapirali, mi sami smo bili 7 mesecev, skratka obup in groza od kršitev. No in oglasil se je, gledajte, zanimivo, magister Franc Glušič, ja, se je oglasil, to je župan, z naslovom Ukrepi države in nosilcev oblasti morajo biti v takem primeru zakoniti. Pazite, kaj je napisal. Zakoniti, premišljeni, ustvarjati pa morajo pogoje za kar najbolj normalno življenje ljudi. Že tle je spregledal ustavo. Zakoniti, premišljeni, ni rekel ustavni. Zdaj, vprašanje iz javnega pisma predsednice Društva Belis, seveda je tukaj noter, poglejte, njegova prisega. In ukrepi države in nosilci, smo rekli, morajo biti pravi tukaj zakoniti, ampak on se je tukaj izpostavil in je rekel v svojem članku, da v takem primeru, kot je treba spoštovati ZNB, Zakon o nalezljivih boleznih, pride v upoštev lex specialis. Kaj mu je na to temo odgovorila predsednica društva? In sicer mu je odgovorila, zakon, kot je Zakon o nalezljivih boleznih ZNB, ne more posegati v temeljne ustavne pravice. Niti, spoštovani, lex specialis ne. Pismo si preberite, je zanimivo, poučno, ker ga lahko uporabite tudi kadarkoli, kjerkoli, tudi recimo, kadar pride do tega, da vam otroke želijo cepiti. Imate noter člene v 16. členu, tudi kadar pride do razveljavitve določenih pravic v izrednem stanju ali pa v izrednih razmerah, so noter členi, ki pod nobenim pogojem se ne smejo razveljaviti. In v ustavi stoji tudi stavek, da noben člen, noben zakon, nihče ne more reči, da ta ustava ne velja ali da velja v manjši meri. Očitno je gospod magister Glušič ta stavek spregledal in je postavil lex specialis nad ustavo in še marsikaj drugega, morda tudi kakšne svoje naročnike iz tujine. Dobro,
Poglejte, tukaj imate o vsem tem, kar sem sedaj govoril, dostop do omenjenih vsebin s QR kodo. Če naredite si, ne vem, print screen, potem z mobitelom s QR kodo lahko kar dostopate do vsebine, si preberete te stvari, ker so zelo bogate informacije, zanimive in predvsem, kaj naj vam rečem, koristne.